Živijo moji prijatelji, jaz sem v Maroku, trenutno se nahajam v puščavi. Sem že tukaj ful prehodu, ker hodim, meni je to fantastično, sem bos, v puščavi je najboljš bos hoditi, hud občutek. Zdaj tle za menoj je gor sipina, gor je veliko lepš, ampak ko sem rekel, da bom tale video posnel, sem mogel iti dol, zato ker ne piha toliko. Pa tudi še tukaj boste videli, bo parkrat malo zapihalo. Glejte, jaz sem se odločil, da bom tukaj verjeten kar sončni zahod počakal, da bom naredil kakšno dobro fotko. Pa sem rekel, bom pa majčkeno na vaše vprašanja odgovarjal. Vaše vprašanje sem vam zastavil na mojem Facebook profilu, onem pageu Tomaž Gorec, popotnik, bloger in fotograf. Tako da tam ste mi zastavili, tle imam še en telefon in zdaj tle berem ta vprašanja in na njih odgovarjam. Pa še kaj bom sam dodal, takole na takem le finem placu sem ful dober razpoložen za malo filozofirati, pa mogoče tudi kaj pametnega vmes povem. Sara me je vprašala, zanima me, ali ste šli sami v puščavo, kje so opice, kako najameš avto, kaj rabiš za to, koliko je avto, pa koliko so hoteli. V puščavo sem šel sam, tlele pred menoj, kakšne 2 kilometra stran, je ta malo večja vas ali pa malo manjše mesto, kjer sem nastanjen. In sem šel peš, sem v puščavo, sem šel peš, ne vidim, tudi še en drug vprašanje je bil, če imam koga, da se ne zgubim. Lejte, ne rabiš nobenega, ker danes imaš tudi telefon, imaš navigacijo in da bi se pa tukaj zgubil, mislim, se ne grem 10 kilometrov noter, ne. Pa tudi greš na neko visoko sipino, pa že vidiš ta mest, vas ali kakorkoli ne rečem. Tako da sam sem šel, zdaj opice so prej v hribih, v enem kraju na A se imenuje, saj to si tudi poglejte, moje videe na YouTubeu, vsak dan objavim YouTube in točno pokažem, kako je trajal dan, tako da tam boste to videli. Z najemom rentakarja nimam nekih hudih izkušenj, tako da sem zdaj prvič sam to najel. Ful me je bilo strah, kako bo to, pa tista kavcija, pa če bo kartica potegnila, pa Bog ve, kaj bi bilo lahko narobe. Tako da jaz sem rezerviral preko Bookinga, je bilo tudi najcenejše, pa nekako čutil sem neko varnost, zato sem šel preko Bookinga. Plačal sem pa za 8 dni okoli 205 evrov, se mi zdi, ali 210, tako da okoli 25 evrov na dan sem dal, kar ni drago, ne, mislim, zdaj zame je malo dražji, ker sem sam, drugače pa, če so to trije, ne, razdelijo je pol 8 evrov na osebo, kar ni vse skupaj nič. Sem pa ravno, ko sem se včeraj vozil, sem razmišljal, ne, koliko je to boljše, da imaš najet avto, ker sem tudi že malo razmišljal, da ga ne bi najel. Sem rekel, sem v puščavo grem, pa sem 3 dni tle, ne rabim avta, bom itak peš hodil, ne, pa grem pol z avtobusom nazaj. Ne, bi naredil točno napako, zato ker na poti sem se ustavljal, tiste opice ne bi mogel iti pogledati, če ne bi bil z avtom. Potem tudi tle, lejte, tamle, ko gledam, je neko slano jezero, ko ga grem jutri pogledati, pa še tam naprej je nekaj, ko grem pogledati, pa kar malo okoli se bom vozil, pa bom nekaj najdel. Tako da to, da imaš avto, to je noro. Sicer to sem jaz spoznal zdaj, v zadnjih letih, ko hodim sam v Bosno, pa veste, da sem pred kratkim šel v Turčijo, pa Gruzijo, vse z avtom. Tako da, mislim, z avtom je res zakon in nimaš kaj drugega razmišljati, kar rentakar, ne. Tudi na koncu, če ste trije, je to najcenejše, cenejše kot avtobusni prevozi. Pol pa rabiš iti pogledati neko znamenitost, imaš pa problem, ko moraš nekoga najeti,
pa mu plačaš, ne vem, da te bo kaj do unga jezera pelal, pa mu moraš plačati, ne vem, 30 evrov, 20 siguren, pa nisi nič prišparal, tako da avto je zakon najet. Ja, to me je Sara vprašala, gremo naprej na vprašanja. Martin me sprašuje, kakšne so ženske tukaj. Lej, Martin, vidiš kakšno zelo lušno. Martina tudi zanima, ali so odkrite, ali so zakrite in tako naprej. Lej, Martin, so ene zelo lušne, pol je pokritih, pol ni pokritih. Lej, jaz na potovanjih se nikoli ženskam ne ukvarjam, to sem že velikokrat povedal, ker me je strah, da bi šlo kaj narobe. Kaj veš, ne? Se s kakšno kaj zapleteš, pol pa ona lahko drug dan reče, da si jo posilil, da si jo hotel posiliti, da si jo nadlegoval, pa se bom jaz zdaj pregovarjal v Maroku ali pa nekje na Filipinih ali pa v Indoneziji. Jaz sem že tako v Sloveniji velik problem v ženskam. 2 oziroma celo 3 so me obdolžile, da sem jih posilil, pa ni bilo to P od posilstva, ne. Saj to imam, na blogu sem napisal, kako je z 2 bilo, lahko povem. Ta 3. zgodbo moram pa še povedati oziroma napisati, ki je ful dobra. Tako da jaz se žensk bojim, po pravici povedano, in jaz se ne ukvarjam, tako da ne hodim na potovanja zato, čeprav mi ljudje pišejo, hodiš kaj na Filipine, ženske iskat, on to tretne, ne. Pa so luškane Filipinke, ampak jaz bi se s kakšno zapletel, samo če ona sem pride. In tam se pa ne bom jaz zapletval, tako da to ne, tako da na to ti ne morem kaj pametnega odgovoriti. Rozika sprašuje, kakšni so življenjski standardi v Maroku. Ja, lej, bistveno nižji kot pri nas, ne, tudi vse je bistveno cenejše, tako da... No, glejte, sem pa čisto zdajle pomislil, če primerjam Bosno pa Maroko, kar se cen tiče, ne, je pa Bosna sigurno cenejša. Tako da... No, tle plačujem, kaj vem, prvi dan sem plačal koliko, 20 evrov prenočišče, drugi dan sem drago plačal, 27, ampak to je zato, ker je bilo v enem neturističnem kraju. Tukajle sem plačal z zajtrkom, povsod je z zajtrkom, sem plačal 16. Pa tukaj imam ful super. Si poglejte te videe, ki jih objavljam na YouTubeu, pa boste videli. Tako da to je, ne, drugače pa če greš jaz, no, se ješ tudi ful poceni. Tam tisti tanžin, rečemo, ki sem ga jedel v Fesu, vegetarijanskega sem jaz jedel, ne vem, ker nisem vegetarijanec, ampak drugače mi na potovanjih meso ne paše, je bilo 3-4 evre, tako da za 5 evrov se dobro naješ. Se pa tudi v Bosni za 5 evrov zelo dobro naješ. Super si uživaš v tem, kar te osrečuje, res škoda, da nimaš žene, da bi uživala skupaj, ali nikoli ne pomisliš, da bi bilo lepo imeti družino in skupaj uživati. To me je vprašal Vinko. Vinko, najlepša hvala za vprašanja. Jaz na taka vprašanja zelo rad odgovarjam. Čeprav za koga bi bile to neprijetne, jaz pa rad odgovorim, ker ko odgovorim, tudi sam malo na to pomislim in mogoče še do kakšnega zaključka pridem, ne. Najslabše tisto, ne, da nekaj, ki ti ne gre, da daš na stran in se nočeš v tistem pogovarjati. Tako da jaz se v teh zadevah rad pogovarjam. Veste, da me je majčkeno pet začelo, ker direktno sonce vame sije. Mislim, se bom malo namazal, ker me bo to užgalo, tako da zase ne bom vedel, ne. No, v glavnem, Vinko, kakor sem rekel, se bom kar orenk namazal, malo bom čuden videti, ker res ful sem začel čutiti, da me peče in bom tako kar, da bom bel. Glejte, res nočem biti jutri ves upečen, pa mogoče še, da se naredi, ker se mi je že kdaj naredilo v potovanjih,
da sem mogel celo cel dan v bajti noter biti, ker se nisem smel soncu pokazati. Zjutraj sem se namazal, ampak sem pol mislil, ja, da se kar bo držalo, pa ne bo, lejte, tako da tu se treba namazati ful. Dobro, gremo zdaj naprej. Očala moram dati gor, zato da berem vaše vprašanja, drugače ne vidim. Telefon sem dal sem. Ja, Vinko, nadaljujmo. Ja, Vinko, sigurno bi bilo super, če bi mu neko žensko, s katero bi se razumel, da se ne bi kregala, da bi skupaj uživala, da bi jo mu jaz rad, da bi imela ona mene rada. Sam žal, jaz je nisem našel, tudi po svoji krivdi, bodimo iskreni. Tisti, ki me malo bolj spremljate, malo bolj poznate moje življenje. Glede, sem pa tudi začel pisati knjigo, ki bo neka moja biografija in bom vse pisal, cel svoje življenje, tako da boste vse lahko vedeli. Tako da ja, fino bi bilo, pa da imam dva taka luštna fanta, kot sta moja nečaka, vrhunsko bi bilo. Rekel še bolj, kot ženske, si želim, da mu dva taka luštna fanta, ki sta nečaka. Ampak, glejte, če ni, ne morem pomagati. Ta vlak sem zamudil, tako da tle nimam kaj. Pač naredi življenja največ, kar lahko, iz tistem, kar imaš, pa kar imaš zmožnosti. Tako da, če bi bil še enkrat mlad, bi to spremenil. Nisem več, ne morem iti nazaj, ne morem to spremeniti. Se mi pa zdi, da bi pa zelo narobe naredil, če bi zdaj na silo hotel neko žensko najti, pa mogoče celo še otroke imeti tudi na silo, na hitro, zato ker sem že star, ker se mudi. To bila pa napaka. En znanec moj je sicer bistveno mlajši, kot jaz, nima še otrok in je ful zdaj živčen, ki jih nima, in on bi zdaj tole na hitro. On bi žensko danes spoznal, on bi že danes na otrokih delal, ne? Ampak veste, kako bi pol bilo? Pol bi pa otroci bili. Še prej bi se rodili, bi se on ženske naveličal, ona njega, pa bi bili otroci bogi. Nič ne bi bilo od vsega, ne? Tako da bolj tako kakor jaz, ke pa tako kakor da bi nekaj na silo. Tako da, Vinko, upam, da sem odgovoril. Majda me sprašuje, koliko je stopinj. Težko ocenim, koliko je stopinj, po mojem jih je okoli 25. Pa močan sonce, mogoče celo manj kot 25, ampak je sonce ful močan, tako da je tak ta prav občutek toplote, in če me vprašaš, glih ta pravo. Če bi bilo 3 stopinje manj, bi bilo premalo, če bi bilo pa 3 stopinje več, bi bilo pa prevroče. Imaš prevoz? Imam prevoz, rentakar sem vzel, te kdo spremljal domačinu, nobeden, tako to sem že prej odgovoril. Meta pravi, da je tukaj čudovito, je tudi slikco dala, hvala Meta. Bojan prav, ne uživam na polno, zato se ni bit, uživam. Res, danes zjutraj, ko sem šel gor na teraso na fruštek. Je bilo fino. Res je bilo fino. Sicer me je zjutraj zmotilo, neko težavo sem mogel v firmi rešiti. Tako da sem bil malo slabe volje, ampak pol sem prestavil, da bom rešil, ko nazaj pridem, ne. Tako da, Matej, zdravo Tomaž, jaz imam vprašanje, kako uskladiš posel in potovanje? Kako si na potovanju, kaj nadziraš posel? Ali ni potrebe potem, drugače pa veliko užitkov v potepih te želim? Hvala, Matej, dobro vprašanje. Glejte, jaz sem star 51 let, ne, zmeraj mi je bilo na prvem mestu posel. Bom še enkrat povedal, ne, čeprav se mi smejete, jaz sem včasih delal po
350 ur na mesec. Pa ne to, da sem en mesec delal 350, pol pa, ne vem, normalno po 170, 180, kot drugi. Ne, jaz sem delal po 350 ur cel let, 5 let. Pa boste rekli, da to ni možno. Glejte, jaz sem prepričan, če bi kje, ne vem, kdo mu to zabeleženo, kolikor sem delal, jaz sem jih kakšen mesec tudi 400 naredil. Pa se smejte, briga me, jaz vem, da se to da, in če gre kdo staviti za 10.000 evrov, grem staviti, pa mu bom dokazal, da se to da. No, ni vprašanje, koliko sem delal, ampak na to sem šel zato, ker sem hotel povedati, da zmeraj mi je bil ta glaven posel. Zdaj mi je pa ta glavno, da grem na potovanje. Sicer ne grem na potovanje, da imam neko stvar odprto pa na pol rešeno, to hočem imeti poštimano, ampak mi je pa glavna zadeva potovanje. No, sem pa v firmi zadeve dosti dobro rešil. Imam en tak super primer, po mojem, ki bi za učbenike bil, sicer ni to neka inovacija, ampak jaz sem v lastništvo dobil tudi enega človeka, ki je bil pri meni prej 10 let zaposlen, pa je bil preden, tako da je do tega lastništva prišel zelo, zelo pocen. Se pravi, to sem jaz nekaj dal, ampak glejte, jaz to nisem dal brez veze. Jaz to sem že naredil pred 3-4 letem. In to zdaj lahko rečem, da se je splačalo. Pa nisem to ta prvič naredil. Jaz sem to že pred 15 letem naredil. In to pri eni drugi firmi. Imam tudi solastnika. Tako da na ta način sem to rešil in sem to tako vrhunsko naredil, tako da ene par prijateljev podjetnikov, ki so mi včasih rekli, ti tu kar dal si procente firme. Sem rekel, lej, bo mogoče več od teh procentov imel, kakor od 100%, ker bo človek bolj zainteresiran in tako naprej. Sem rekel, ne. No, sta me pa že dva od teh, ki sta rekla, da sem trapast, klicala, poprašala, kako sem to naredil. Ker tudi njih zanima, da bi tako naredili, ker računajo, da pa to mogoče ni tako slabo. Lejte, je pa meni drugačne zdaj, meni ni čisto noben vodilo denar, kar je sicer narobe, če češ biti uspešen podjetnik, moraš biti malo požrešen na denar. Jaz, lejte, mi lahko zdajle, ne vem, en duh iz svetilke pride, pa reče ti, Tomaž, če boš pa še na polno 20 let delal, boš pa 100 milijonov ali pa milijardo. Pa kvačem jaz pri 70 letih za milijardo. Mislim, sej ne rečem, da 70 let star, da ni nič, ampak glejte, jaz zdajle sem še nekako fit, pridem na vsak hrib, pretečem 15 kilometrov, zdajle moram jaz življenje izkoristiti. In tudi, če bom zdajle jaz to potoval, pa okoli hodil, bom tudi pri 70 fit. Če bom pa še zdaj delal po 350 ur, bom pa pri 70 me bo pa samo bolnico pelali. Tako da, meni je zdaj ta glavno, da okoli hodim. Zato, ker me to veseli. In lejte, jaz tudi, če bi mi dal na izbiro, da mi daš, ne vem, 100.000 evrov, ali pa, da spet en duh iz svetilke reče, lej, ali boš dobil 100.000 evrov na račun, ali pa boš fit, pa nimam tako slabe postave za svoje leta, ampak imam pa ene 10 kilic preveč, pa kakšno mišico bi lahko dobil, bi raj to, pa 100.000 evrov, Ker, lejte, tudi kako je boljš, jaz tako, ko shujšam, da se malo zredim, pol pa shujšam za ene 7-8 kil. Veste, kaj je to boljš občutek? Ne moreš povedati, kaj je to boljš občutek, Tako da meni, lejte,
enkrat sem na enem seminarju bil, en podjetnik, po mojem gre njegovo premoženje 100 milijonov in več evrov, je predaval, zanimiv možakar, zanimivo ga bilo poslušati. Ampak on ima, trebuh takle pred sabo. Pa da je nekdo zdaj dobil občutek, da mene tukaj da imam kaj proti njemu. Ne, če ima nekdo preveč kil, je to njegov problem, on jih nosi, mene to absolutno nič ne briga. Ampak pol sem ga videl, pred seminarjem sem ga videl, ki je z avto prišel, ali ko mi je z avta ven prišel. In mi daš lahko njegov bogastvo, ne zamena mi seboj, svoj telo za moj telo. Čeprav ni moj telo idealen, ampak jaz se iz avta lahko ven normalno pridem. Tako da meni je to veliko bolj pomembno. Sem kaj odgovoril ali sem filozofiral? Saj sem rekel, da zato bom tukaj video posnel, zato ker je super kraj za filozofiranje. Kako vam bi rad tole pokazal, kako je to lepo. Neverjetno, si zato bom dal link v video, da si pejte ta video, ki je tudi tle nastal, un video za cel dan, da si ga greste pogledati, to morate videti, res. Pa če vam je všeč, dajte se naročiti na ta moj YouTube kanal, ker mi res veliko pomeni. Še nekaj moram povedati, kako posel pa to handlam, še to moram povedati. V naši firmi, ni samo moja, se pravi, imam še solastnika, zaposlujemo res samo resne ljudi. Res samo resne. In moram reči, da imam super kolektiv. Veste, problem ljudi je, vsak zase misli, kako je priden. In v bistvu je len. Ampak on misli, da je pa nenormalno priden. Ne govorim o teh, ki zdaj delajo pri meni. Govorim iz izkušenj mojih 30-letnih. Celo enkrat sem eno mapco spravljal, najbolj trapasti maili. Kakšne maile so to, pa kakšne na razgovor, kako ljudje pridejo. Je rekla, jaz imam zmeraj tudi na razgovoru, jaz sploh razgovorov več ne delam, ker z ljudmi se mi pa res ne da ukvarjati. Sem to na solastnika prevalil in meni tudi ne more noben očitati, nobenega mobinga, ker meni se z ljudmi ne da ukvarjati. Jaz, da se bom s kom kregal, jaz to trpim, nič ne naredi, vse narobe naredi. Jaz to tako trpim, sem trpel, zdaj ne več. Tako da nad mano so zaposleni mobbing izvajali. To lahko, to garantirano. Ni vse narobe naredil in mene v nedeljo dopoldne, ko se človek majčkeno spočiti, me kliče stranka čisto razjarjena, kaj smo ji naredili. Ne jaz, zaposlen, narobe. Taka stvar, čisto enostavna za narediti, pa ne naredi. Pa se to ni samo v moji firmi, jaz to druge opazujem. Prideš v lokal, kelnerca v luft gleda, po telefonu tipka, miza zasvinana, daš roko gor, se ti skoraj prelep. To je bila moja dolžnost in vseh bi bilo takim ljudem treba povedati. Pa lena si, ko pes si lena. Svina si, da se ti nada mizo, a ti ni nerodno, da človek pride za tako mizo. Meni bi bilo nerodno. Sam sem raj tih, si modro tih. Saj boš v življenju prideš, če si modro tih, Tako da je to. Tako da jaz nikoli ne more reči, kdo, da sem nad njemu mobbing izvajal, zato ker zadnje čase na druge prevalim. Se sploh ne ukvarjam, ker mi to ni in, sem res ne zaposlujemo in moram reči, da večji del ekipe
imam super, tako super, da sem res zadovoljen. Ne. Tako da, in tudi mi smo se odločili biti majhna firma, mi se ne širimo, kar, lejte, pa vam garantiram, mi se sploh nič ne oglašujemo. Pa imamo dela več, kot ga lahko pravimo. Nikjer se nič ne oglašujemo. Tudi, ko nas ljudje sami kontaktirajo, lejte, mi pa rabimo to, nam lahko daste ponudbo. Ja, bomo naredili ponudbo. Pa ker imamo veliko drugega dela, dobi človek ponudbo šele čez 3 dni, 5 dni, en teden. Ne? Ponudbo mora človek takoj dobiti, če ti hočeš prodati. Boga moraš pa naslednji dan po telefonu poklicati. Dober dan, ste dobili ponudbo, vas malo kličem, če ste dobili, če vas še kaj zanima, pa tako naprej. In veste, ponavadi se stranka odloči za tistega, ki je bolj tečen. Ne? Jaz vem, da naša konkurenca ima klicni center in kličejo, in ko dajo ponudbo, drug dan te kličejo, ali pa še isti dan. Aha, ste dobili, lejte, še to, še on, in te prepričajo. In on reče, ja, zato ko si reče, aha, teli so pa najbolj zagreti, najbolj se jim gre za stranko. Čeprav, veste, to ni tako. Stranka veliko več dobi v mali firmi, ker se skozi ljudje ne menjajo. In v mali firmi nisi ti samo ena številka. Mi dobimo dosti strank od nekih velikih firm, ki niso bili zadovoljni in rečejo, lejte, meni je važno, da bom z enim človekom delal leto, 2, 5, ne da na vsaka 2 meseca me bo drug klical, pa bo rekel, dober dan, jaz sem pa zdaj bom pa jaz za vas delal Facebook oglaševanje, pa mu moraš na novo vse razložiti, pa tako naprej. Ejte, mi imamo raj manj strank, smo raj manjši in imamo, lahko rečem, 95% strank zelo, zelo zadovoljnih in mi tudi malo stranke zbiramo. Mi marsikateri namerno nočemo ponudbe poslati čisto takoj, ker ali ni posel ta prav, ni tisto, ki mogoče ne znamo najboljš, mislim, če ne znamo najboljš, po pravici povemo in tako naprej. Tako da, ja, to je to, lejte, sem že predolg. Boste me 2 ure poslušali, 2 ure me ne bo tako baterije prej zmanjkalo. Sonce pa nabija, tako da me bo užgalo po mojem. Aleš me sprašuje, kako je tle s korono. Ne vem, da ti po pravici povem. Korona seveda je, na letališču so ukrepi, v kakšne take, bom rekel, malo bolj resne zadeve, moraš z masko noter iti, recimo, ko sem šel k mobilnemu operaterju, da sem kartico kupil, sem seveda mogel masko gor dati. Drugače pa, mislim, nekih ukrepov, verjetno so, pa se jih ljudje ne držijo, ne. Tako da, tako je. Zdenka sprašuje, ti je všeč Maroko, njihov način življenja, ti si skozi tvoje oči, te je fasciniral. Zdenka, jaz sem bil v Maroku, zdaj sem že 3. Mene je fasciniral že 1., 2. in zdaj 3, ne, zato sem sploh šel. Tako da ja, jaz sem fasciniran, meni je to super, meni je vse super, hrana mi je super. Super mi je, ki je taka raznolika pokrajina, ne, puščava, hribi, oaze, zelene doline, vse živo je. Tako da, ja, super. So tle tudi pajke in kače. Tudi pomislil nisem, verjetno, da je kje kakšna, ampak jaz jo nisem videl. Bi jo pa rad videl, ja. Mene zanimajo COVID pogoji za Maroko. Ja, jaz sem cepljen s tistim potrdilom, ko sem cepljen, pač sem imel vstop in to je to, tako da tudi v Italijo ne bi prišel, če ne bi bil cepljen na letališče. Me pa malo moti, nazaj, ko grem v Italijo, je pogoj za vstop cepljen plus še test. Tako da moram test narediti prej in tu mi gre pa tako na živce. To bom tudi en dan zgubil,
ker moram gledati, kje bom jaz, v enem mestu moram biti, da bom ta test naredil, moram si malo rezerve narediti, drugače bom avion zamudil, pa moram biti v enem malo večjem mestu, tako da v bistvu mi bo zaradi tega sranja, ne bom šel cel dan, ja, lahko bom pol dan v tistem mestu izkoristil najbrž, ampak je to ena čist brezvezna ovira. Kakšna razlika temperature v ozračju je, primerjava z nami? Ja, majčkeno je bolj toplo, kot pri nas, ni pa to toliko zelo bolj toplo, kot pri nas, oziroma odvisno od kraja. Tam, ko sem včeraj spal, iz predvčerajšnjem na včeraj sem bil na 1300 metrov, tam so zimske razmere, je bilo zjutraj 2 stopinje, tukaj sem na 700 metrov, čez dan je lepo toplo, po noč se kar ohladi, tako je bolj toplo, tako da za pobeg pred zimo je tukaj kar dobro. V hribih sem pa tudi sneg videl. No, Branka se mi pa sam zahvaljuje, da je moje potovanje zanimivo in da se zahvaljuje, ko ga delim z vami. No, jaz se tudi vam zahvaljujem, tiste, ki me spremljate, tiste, ki pišete komentarje, ki mi všečkate in tako naprej, ne. Tako da, ja, to so bili vprašanje, da vidim, če slučajno še kakšen na nov bil v tem času. Tu sem kakšne 2 ure nazaj, sem ta vprašanje tukaj objavil na mojem Facebooku, ne vidim, da ni nobenega novega. Tako da vprašanj ni več. Lejte, lahko pa mogoče še kakšno stvar povem, ne. Kaj vem, kaj bi vam povedal. No, lejte, mogoče to, kako je fino potovati. Lejte, malo te morajo zanimati te zadeve, ne. Ampak bom povedal, lejte, jaz potujem že 30 let. Začel sem potovati zato, ker sem hotel biti frajer. Mlad, takrat ni noben, so redki ljudje šli iz Jugoslavije, ne, jaz da bi šel pa na neko Kitajsko, Tajsko, Indonezijo, se mi to zdelo fascinantno in sem si mislil, bom frajer, me bo katera punca bolj pogledala in tako naprej. Res, tako je bilo. No in pol moje prvo potovanje se je zelo tragično, slabo končalo, ne. Z bratom sva šla za 3 tedne, prišla sva domov pa po 12 dneh, pač nisva zdržala, nisva se znajdla. No, največji problem je bil tudi, da sem jaz prej imel, da me je par mesecev prej moja prva punca pustila in seveda tisti pol, je lahko tudi takole lepo, pa ko te prva punca pusti, pol te nič ne prepriča, po mojem, ne. Tu, ko si mlad, ne, zdaj pri teh starih letih, lejte, ni ženske, da bi se zdaj jaz sekiral zaradi nje, ne. Če bi me pustila, me pusti, pač boljše, da me prej pustiš, kot kasneje, če nisva za skrb, če sem jaz zaljubljen vate, če ti nisi vame, nima smisla. No, imam tudi en tak obramben sistem, se mi zdi, da če vidim, da ženska ni vame zaljubljena, pol tudi mene mine, ne. Jaz se zaljubim v to, če vidim, da je ženska vame zaljubljena. Ne vem zakaj, ampak tako je. No, saj tukaj neke logike, ne, bi rekel, kar se tiče evolucije, ne, bi rekel, da je ta logika, ne, da je nas narava tako ustvarila, da bolj sigurno najdeš pravo žensko, saj prav, da se moški zaljubi v tako, ki je ona v njega zaljubljena. Slabše, če se zaljubi v ono, ki ni ona v njega zaljubljena, pa pol 2 otroka imata skupaj, pol gresta pa narazen, ne, ni to dobro niti za moškega, niti za žensko, niti za otroke. Tako da ja, no, pol je pa več, ko potuješ, bolj všeč ti vse rata, bolj uživaš, bolj se znajdeš in je to res nekaj fantastičnega, no. Meni je to res. Meni današnji dan, ne vem, kaj naj rečem, no. Čisto navdušen, ne. Pa ni še konec dneva, ne. Ni še konec dneva.
sem še tle malo v puščavi, nekam bom šel nekaj pojest dobrega. Upam, da je kaj majhna vasica, turistov ni. Tako da super, ne, tako da, lejte, pejte kdaj na potovanje, mogoče malo na silo. Pa boste videli, pa vam bo brez veze, čez pol leta se boste imeli pa lepe spomine, boste rekli, pa saj ni bilo tam tako slabo, ne. Tako da, ne vem. Drugače si pa en drug hobi najte, lejte. Najdete, vsak človek, če hoče biti srečen, mora najdeti neki hobi, v katerem res neizmerno uživa. Neizmerno uživa. Lejte, sigurno obstaja, tako da jaz tudi razumem neke ženske, ki jim je pa samo ličenje jim je, to jim je ful hobi. Mislim, ne razumem, ampak razumem ta njihovo veselje, jaz to ličenje, pa to meni je tudi vsaka ženska mi je lepša brez te fasade, ne. Se mogoče na daleč, kakšno še tu se da malo narediti, da lep zgleda, ne. Tu pa, mislim, meni so zmeraj bile naravne stvari všeč, tako da tudi pri ženske so mi všeč naravne, tako da tudi neke umetna prsa, pa tudi to je čist brez veze. Enkrat sem enomu, to je, ko bi neki not en les prijel, ne. Raj vidim, da ima take joške, ki jih imam jaz, kakor pa, da ima umetne. Tako jaz gledam na to, lahko pa moški v komentar napišete, kakšen je vaš pogled na to, me prav zanima, ne. Mislim, jaz to gledam tako, ne. Recimo, lovstvo mi sicer ni blizu, ker sem ljubitelj živali in tako naprej, ne, ampak kao pravijo lovci, to neka strast, loviš živali, strelaš pa to, ne. Saj, ampak ne razumem, zakaj treba živali, saj greš lahko na paintball pa to, ampak pustimo to. Ampak glejte, to je neko strast ima človek, ne. In, glejte, zdaj, jaz tudi imaš ti neka plastična operacija, to je zame tako, ko bi en lovec plačal, ne vem, 5000 evrov, da pred njega spustijo cel trop srnaku, njemu pa dajo mitraljez, pa jih bo z mitraljezom streljal. To zame ni nič uredno. Tako pa gledam tudi to, ne. To je glih tako, ko bi si žensko kupil. Bi dal, ne vem, 100 000 evrov za njo, ne. Kaj čez noč, če te nima rada, ne. Tako jaz na te stvari gledam. Ja. Kje smo ostali? Potovanja. Ja, potujte, ne. Potujte, lejte, tukaj je lepih krajev. Poceni, ne. Saj ni treba, ne, zdaj, mislim, lejte, tu se dade nas tako znajde, da si tako poceni greš, ne. Glejte, tale moj potovanje v Maroko bo bistveno cenejše, kakor pa če bi šel za 10 dni polet na Hrvaško. Ampak morate vedeti, glejte, moje potovanje je drag, zato ker sem sam. Si zamislite, da bili trije. Pa ne bi bil rentakar 25 evrov na dan, ampak bi bil 8 evrov. Sobo, ki danes plačam za zajtrkom 16 evrov na noč, je prav v Bookingu sploh nimaš možnosti za enega rezervirati, jaz sem za 2 rezerviral. Tako da jaz imam sobo za 16 evrov za 2 osebi, se pravi, ne bi sobo plačal 16 evrov, ampak bi plačal 8 evrov. Dober, bencin ni neki hud strošek, ampak tudi to bi šlo na pol, ne. Tako da, ne vem, pa tudi lahko greste, ne vem, začnite z Balkanom, Bosna je zanimiva, Srbija je zanimiva. Greš z avtom, 3-4 se zberete, boste tako poceni čez prišli, da sploh si misliti ne moreš, ne. Tako da, čist poln sem te mivke, malo me že rad boli. Upam, da
uro ne gre noter, malo pazim vse. Čevlje sem sezul, lejte, jih imam tle navezane na ruzak, ker to so take fine, gre vse, ful so zračne in tle samo veter zapiha in prav čutiš, ko gre noter pesek. Ene sem v Egiptu tako uničil, ker sem imaš pol, ne vem, kar veliko peska, pa tu hodiš in jih uničiš, no. Tako da zato sem bos, ne sem zato sem bos sem tudi zato, ker je ful dober bosbet. Lejte, tamle pa vidim ljudi z motorjem, s kroskem, kar mi ni nič všeč, to mogli prepovedati, pa s kamelom. Tu so turiste s kamelom peljali, to smo tudi jaz, ko sem bil drugič v Maroku, smo to najeli, ne. Lejte, zanimivo enkrat kamelo jahati mogoče, ampak ne vem, grem pa raj peš, ne. Jaz sem tle, bom prehodil ne 10-krat več, ko bojo oni s kamelo, ne. Tako da je to. Ja, potovanja so lahko čisto poceni, ne. Tudi kakšna Azija, ne, to je čisto poceni. Razen avionska karta do tja. Ja. Ja, nič, lejte. Ne bom več filozofiral, pa veste kaj, ne bom sončnega zahoda tlele pričakal, zato ker je sonce preveč močan in me bo palilo. Čutim, da moram iti in to je to, pa tudi že včeraj nisem večerje jedel, ko sem pozno prišel, grem danes na eno pošteno večerjo, se dobro najem. Pa je to, tudi tle še veliko stvari za pogledati, ne, tako da. Evo, vam zdajle za na konec še sam pokažem, kakšen pogled imam tlele, še tamle boste videli, onale s kamelom. Bom obrnil kamero tja, pa obrnil, zdaj imam ta preden zaslon, bom dal zadnjega, ki je tudi bolj kvalitetna kamera. Boste videli, res je lepo, res je lepo. Nič, hvala, ker ste to gledali do konca. Naročite se na moj YouTube kanal, še zvonček kliknite, da dobiš obvestil, ko dam kakšen nov video, pa kakšen komentar napiš. Všečke, če ti všeč, če te ni, daj palec dol in to je to. Evo, zdaj pa jaz tole prestavim. Vidite, pa vam bom obrnil, ker telefon dol vzel. Imam to na stojalu. Glejte, kaj pravite? Ni fantastično. Glejte, in to je, jaz bi tle kar hodil in hodil. Vidite, nekje na sred ekrana je kolona kamel. Nič, zdaj pa res adijo.